Živijo, sva Lučka in Matijas. In to je KM Show! Torej, ponovno Patagonija. Torej, pozdravljen v še enem Talk KM Show. Danes se nam bo z Lučko pridružil gost, ki bo z nama komentiral in spregovoril o vključevanju mladih v mladinske organizacije. Se pravi, res, če ste dijak ali študent, ostanite tukaj, ostanite z nami in res čaka vas zanimivih nekaj minut, poučnih nekaj minut. Ja. Dotaknili se bomo zelo pomembnih področji. V bistvu kar tako bomo šli od dijakov pa do študentov, pa nekaj o študentskem delu, pa tak. To so v bistvu teme, o katerih v bistvu se ne govori veliko, ne? Oziroma se govori bistveno premalo, glede na to, kakaj je potem ne, v bistvu tudi... Ja, tudi kar potem privede tudi do tega, da je premalo vključevanje mladih, ne? In to hočemo izboljšati. In zato res ostanite z nami in uživajte v naslednjih nekaj minutah. Ampak najprej pa info kanal. Točno info naše malo, ja. Dobro, dole sem spomnila, ja. Ja, to je bila zatvora. To je bila dobra, kepica tudi. Ponovno pa te opominjava na dogodek, ki se bo zgodil že jutri. In sicer te vabimo na osnove joge. O delavnici oziroma o dogodke bo že v prejšnjem videu veliko povedano, tako da več informacij pa najdeš v opisu videa. To pa ni edini dogodek, ki se bo odvijal v prihajajočih dnevih, namreč 8. februarja si vljudno vabljen na Zapleši salso, osnove. V bistvu na tem dogodku bomo virtualno plesali salso, učila nas pa bo v bistvu profesionalna plesalka Tanja Radič, inštruktorica salse. Tako da res, če vsaj malo imaš latino ritme, če ti boki znajo delati levo, desno, potem jaz mislim, da se sigurno vidimo tam, ne? Tem ni dileme. Pa zato, ker nam zdaj manjka plesa. To pa tak, ja. Nas pa čaka še en zelo zanimiv dogodek in sicer 10.2. ob 6. se pridemo na Zoomu, kjer bomo skupinsko trenirali možgane. Z nami bo Silvester Kmetič, ki nam bo predstavil neke zelo pomembne vidike pri komunikaciji pa pri takih stvareh, to je kar pomembno za študente in za dijake, oziroma nasplošno za mlade. Neke vidike mišljenja, čustev, takih stvari, pač glavnem trenirali bomo možgane. In mislim, da zdaj tam proti koncu izpitnega obdobja že, oziroma nekaj na sredini, mislim, da ko so naši možgani tako zmozgani od vsega skupaj, ne, mislim, da to ne bo nobenemu slabo šlo, ne. To je res, to bo. Ker vse, kar imaš v glavi, matematične enačbe ali pa take stvari, ne, to še posebej. Imamo vsi na nivoju, tako res je. Kaj ne rečem, zdaj pa glavnina današnjega KM Showa oziroma Talk KM Showa. Na oder vabima današnjega gosta Gašperja Cvetiča. Se pravi, Gašper, lepo pozdravljen, dobrodošel v današnjem KM Show Talku. Danes sicer na malo drugačen način, ampak ravno tako vidimo se, slišimo se. Najboljše, da kar pričnemo, torej še enkrat za nami je, kot sva že povedala, Gašper Cvetič, kateri bo z nami danes preživel teh nekaj minut in povedal marsikaj zanimivega. Gašper, daj nam najprej povej nekaj o sebi, no? Ja, jaz sem Gašper Cvetič, kot je že bilo povedano, star sem 19, študiram na 2 fakultetah, delam še na kakšni službi zraven več. Včasih sem aktivno sodeloval v različnih dijaških organizacijah in tako naprej. In od tukaj izvira nekaj znanja z tega področja. Res je, torej danes bomo predvsem govorili, oziroma se osredotočili na temo dijakov, zato ker vemo, da vas v prihodnjih nekaj dneh oziroma v prihodnjem mesecu čaka prav posebna naloga. In sicer tisti, ki trenutno obiskujete 4. letnik, se boste vpisovali dalje na fakultete. Se pravi, Gašper, omenil si, da delaš tudi na večjih različnih področjih, poleg seveda teh obšolskih dejavnosti delaš tudi v določenih službah. Malo nam na hitro povej, kje delaš, specifične tudi kaj je tvoje delo, da te gledalci še malo boljše spoznajo. Ja, v bistvu sem kot nekak primarno PR-ovec Piratske stranke Slovenije, no. Tam skrbim pač za odnose z javnostmi in neko trženjsko povezovanje. Delam tudi pri švedski aplikaciji Squid, tam pokrivam Slovenijo in Bosno. To zgleda tako, da skrbim za svojo skupnost uporabnikov, komuniciram z različnimi publikacijami, založniki, uredništvi in tako naprej. Skrbim v bistvu za celotno delovanje v teh dveh državah, no.
Prav tako pa recimo delam še tudi zraven na Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti, pa še kaj drugega mogoče. Aha, ok. Torej malo skrivnostnosti ostaja, ne? Ja, veš, da mora malo Malo biti. skrivnostnosti ostaja, Torej, dajmo pa se najprej premakniti par let v preteklost in sicer bil si tudi vodja dijaške skupnosti tukaj v Mariboru. Pa bi te najprej radi nekaj o tem povprašali, ker morda nekaj dijakov ne ve, mogoče se želijo udejstvovati v Mariboru, pa ne ve sploh kako ali kje začeti. Torej, daj nam najprej povej, kako je to delo potekalo, kaj si se skozi to delo naučil, pa kakšne prednosti, slabosti, tudi mogoče kako zanimivo zgodbo. Ja, evo se vračam par let v preteklost, pol leta, no, ampak okej. Ja, od leta 2017 sem najprej kot član, kasneje kot vodja, vmes sem sicer imel premor, to malo kdo ve, delal v dijaški skupnosti Maribor, no, ni bila to sicer moja čisto prva služba, no. Ja, je pa bilo tako, no, da sem malo razmišljal, kako je sploh do tega prišlo zadnjih dneh, da sem v bistvu v osnovni šoli, kar marsikdo ne ve, igral navizni tenis, ki sicer ni 100% izviralo iz moje želje in ne da sem bil kaj ful super dober, ampak sem imel pač take neke rezultate in sem se potem zadnja 4 leta osnovne šole vsak dan vozil na Ptuj, kar je bilo kar time consuming, pa še igral sem kitaro zraven, kar pa mi ni najboljše šlo, etol. In pol je bilo tako, da ko sem prišel v srednjo šolo na drugo gimnazijo, sem z obema dejavnostma odnehal in sem kar naenkrat imel ogromno časa in ker pač sem bil navajen tega tempa, ne, sem potem v bistvu tudi najdel svojo prvo službico in kasneje tudi prišel v dijaško skupnost Maribor. Najprej sem bil kot član 2 leti, sem imel potem malo premor in se kasneje vrnil na sredini svojega 3. letnika kot vodja. Kar se mi zdi pri tem, da je izredno pomembno, je pač to, da imamo v Mariboru in to ne zgolj eno, tudi tukaj na KMŠ-ju imate, ne, neko dijaško organizacijo, ki na nek način zastopa interese, pravice in dolžnosti dijakov, organizira različne zanimive projekte in dogodke, no. Kar je bilo meni osebno tu najbolj pomembno, je, da se pač ta moja neka kariera ali pa pot tukaj ne toliko začela, ampak koliko se je izoblikovala. Ogromno sem se naučil in kot član in kot vodja, predvsem tem, kako voditi, kako v bistvu spodbuditi ljudi k temu, da so na nek način proaktivni, kako zelo pomembno je, da tam, kjer delaš, da si nad tem navdušen, da te to zanima, ne? Ker pač je seveda zelo drugače, če ti nekam prideš in si navdušen in gremo, ne? Ali pa če za to sedim, pa se tako menimo, ne? To za neko zanimivo zgodbo, ki jih je bilo tudi kar nekaj precej, bi mogoče povedal, da sem jaz v svojih 2 letih bil včasih dostikrat za kako stvar tudi sam in je potem bilo, da smo imeli, mislim, da tisti back to school party, ampak 2 leti potem, ko si, mislim, da tudi ti na enem igral, ne, kot DJ. No in je bilo, mislim, da to leta 2019 in smo mi cel dan prodajali na glavnem trgu karte, ne. Mislim, da te? Ja. Parti pa nisi prišla, ne? Sem počela. Ja, tu, ja. Dobro, okej. Prvo vrsto. Prvi vrsti smo. Fair, ja. Pa nisem več prijatelj. Ja, in potem je bilo tako, ne, da sem jaz kar naenkrat spet sam ostal, naenkrat je ful začelo deževati. Si lahko predstavljate, da je bila to kar neki zajeten kupček denarja za nositi s sabo čez celo mesto. Poleg tega sem mogel še prevzeti tistih 8 velikih helijskih balonov ali pač česarkoli so napihnjeni, ne. Pena party, ne, 9 črk je bilo, pa še zraven nositi tiste pingvine, pa beach flage in vse to in zdaj tu iz glavnega trga do Štuka, ne. Kar bi bilo še nekako sprejemljivo za eno osebo peš, ne, kolikor ne bi bil pač res največji naliv ever. Tako da ja, to je bilo nekako taki popis te zgodbe dijaške skupnosti, no. No, Gašper, zanima me pa tudi, kaj je tvoje mnenje glede dovolj oziroma ali misliš, da se v Mariboru in nasploh v Sloveniji, ali so dijaki dovolj aktivni, ali misliš, da imajo še veliko rezerve, kaj je tvoje mnenje glede tega? Ja, to je zdaj zelo relativno, ne, ker aktivni so lahko s tem, da grejo vsak dan teč, ne, ampak aktivni na nekih tematikah problematike, pa bi rekel, da ja in ne, no. Meni se je zdelo pred to korona obdobjem, da niso. Zdaj ugotavljamo z vsem, kar se dogaja, da mogoče so, ne. Včasih se jaz sprašam, koliko je to res iskreno in ne, koliko je to dobrobit skupnosti ali posameznikov, ampak načeloma se mi zdi, da za nekatere področja še je malo rezerve, ampak se mi zdi, da pa se dogajajo neki koreniti premiki. Kaj bi pa rekel, na primer za študente,
Torej, zdaj, ko si pa že pol leta študent, sicer letos na malo manj tradicionalen način, predvsem od doma se trenutno šolate, se ti zdi, da so študenti več ali manj aktivni na teh področjih, o katerih si zdaj govoril? Ja, mislim, da definitivno več, ker je tudi več priložnosti, no. Se mi zdi, da je že ta primerjava študentskih in dijaških organizacij, skupnosti, aktivnosti precej večja, čeprav pač je zdaj v zastoru ali kakorkoli zaradi covida, no. Pa se mi zdi, da je tudi mogoče problematik, ne da jih je več, ampak so bolj izpostavljene, no. Ker je vseeno dejstvo, da kolikor je meni znano, je dijakov, mislim, da 80,000 v Sloveniji, študentov pa, koliko vem, 2-krat več, nekaj takega, no. In že pač tukaj neka večja fokusna skupina in so te problematike bolj izpostavljene, je pa potem seveda vprašljivo, koliko bolj se jih rešuje oziroma naslavlja. Pa se ti mogoče zdi, to zdaj tako čisto slučajno, se ti mogoče zdi, da so študenti v bistvu se malo bolj zavedajo nekaterih stvari kot dijaki, oziroma ko postaneš potem študent, da ti nekatere stvari postanejo bolj pomembne? Ja, definitivno je, da ko si študent, si že malo starejši in malo bolj zdrav, ne? To je pač veliko dejstvo, ki k temu pripomore. Pa mislim, da nas je tudi ogromno takih, ki v študentskih letih živimo sami in se tudi preskrbujemo sami in tako naprej. Tako da je definitivno pa največja razgledanost glede življenja, ampak je večja ozaveščenost, kako vse skupaj poteka, no. Zdaj mislim, da sem odgovoril, kaj si vprašala, mogoče nisem. Ja, tu na tem mestu bi se res strinjal s tabo glede tega udejstvovanja v primerjavi dijaki, študenti. Glede študentov, študentske organizacije je res več, kjer se lahko udejstvujejo, ne, študentje. In mogoče tudi to ne nazadnje manjka, da se dijake, mogoče da jih država dijake bolj ne spodbuja k samemu udejstvovanju. Ja, to je zdaj spet tak en dvorezen meč, no. Po eni strani definitivno bi se lahko bolj, po drugi strani se pa sprašuje, ne, da v svojih teh 4 letih aktivizma in dela na dijakih je se mi tudi marsikdaj zdelo tako, da dijaki nimajo te neke samoiniciative k določenim stvarem. In se pa strinjam, da bi jih lahko sistem, pa ne toliko država, ampak bolj sistem usmeril k temu, da bi bili bolj aktivni. Ampak ravno to, da nimajo samoiniciative, ne, je treba v bistvu nekako iz tega priti do tega, da bodo imeli inicijativo. Ampak morda je problem pri tem tudi to, da ko si ti dijak, mogoče še ne veš, kaj želiš doseči. Meni se zdi, da ogromno, torej ko si ti star 16 let, nimaš nekega občutka o življenju, kako ti ne rečem. Daj se vrni nazaj, ko si šel v srednjo šolo. Pač kaj pa te, tako je rekel Gašper, jaz sem nehal igrati kitaro, nehal sem igrati na mizni tenis, to je bilo okej nekaj, kaj sem pač delal v osnovni šoli, pa sem pa naenkrat imel en kup časa. Ne, in po taj kup časa ti moraš malo razmisliti, kaj bi rad z njim počel, veš, kaj mislim, ne? Ja, recimo jaz opažam osebno, da je prvi stik nekaj dijakov z dejansko dijaško problematiko v bistvu na srednjih šolah, v bistvu da se vključijo v dijaško skupnost, ne? In vsaj jaz recimo vem, da vsi, ki smo bili pri nas na moji srednji šoli vključeni v to, smo tudi potem nekako nadaljevali v tem, ne? Nas je to zanimalo, smo se trudili potem uspeti tudi v, ne vem, tako kot boj si zdaj v KMŠ, DSM in tak naprej, ne? In jaz mislim, da tudi to dijaki, gledajte, če vas vsaj malo to zanima, to je prva odskočna deska za vse za naprej, ne? Se strinjamo? Ja, jaz bi še mogoče dodal k temu, ne, ko sta se prej pogovarjala s tem, kako pač sistem mlade usmerja ali ne usmerja k temu zapolnjevanju prostega časa. Se mi zdi tudi pomembno izpostaviti, kar zdaj v zadnjem času, odkar sem študent, bolj opažam, no, da pač mi živimo v nekem vzgojno-izobraževalnem procesu, ki pač mladih res ne spodbuja niti k nekemu mišljenju, kaj še, da bi bilo to vsaj malo kritično, ne? In se mi zdi, da je pač to en začaran krog, iz katerega je zelo težko ven ne pobegniti, ampak ni dovolj prostora, po mojem mnenju, za neko drugačnost v smislu izven sistemskega razmišljanja in pa dejstvo je, da pač svet se spreminja, v zadnjem letu res pospešeno, ne? In pa naše izobraževanje, ne? Tako da pač tudi vidimo s tem prehodom v digitalizacijo, temu ne more konkurirati na nobeni stopnji, ne. Super. Torej, mlade predvsem pozivamo k razmišljanju z lastno glavo. In pa udejstvovanju. Ampak naprej z razmišljanjem, ker ni udejstvovanja brez tega. Ja, z mislijo se vse začne, ne. Vsi projekti, vse ideje, vse, ne. Če nimaš ti v svojem podstrešju urejenih sinergij, ne, jih imaš težko kjerkoli drugje v življenju. Res je. No, Gašper, oziroma nas vse pa zanima tudi, kako bi ti rekel, da lahko mladi vplivajo na spremembe, torej jih pomagajo sooblikovati? Ja, meni se zdi tu izredno pomembno izpostaviti, da
je veliko več nerganja k temu, da morajo spremembe se zgoditi, kot k temu, da bi se aktivno na njih domere, dokot je to mogoče delalo. Ne? To je pač po mojem ta ne največji problem, ampak pač še en začaran krog. Ne? Če se spet malo vrnemo, zdaj ne tako dolgo preteklost, mogoče par minut nazaj, ko si omenjal, da delaš tudi v bistvu hkrati dva faksa. Povej mi v bistvu najprej malo o tem, kak je to, zakaj si se odločil v prvi vrsti za to, ali ti gre vse skozi, imaš tudi kaj prostega časa, ali večino svojega časa posvečaš izključno faksu. Na univerzitetnem programu študiram tržno komuniciranje in odnose z javnostmi na fakulteti za družbene vede in bi rekel, da padam po stopnicah, ampak pač faksa ni, v živo. Zraven pa se sporedno oziroma samoplačniško upravljam program visokošolski varstvo okolja in komunala. Do tega je prišlo zaradi tega, ker je meni težko kdaj iti malo lažje skozi življenje, no pa sem se 2 dni po začetku faksa odločil, da gremo na to varstvo okolja, zelo zaradi tega, ker sem pač že prej nekako sodeloval in delal na Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti in me trajnostni razvoj in trajnost zanima, ne? In je pač bila potem ta sinergija. Kak je to dvoje? Malo je definitivno prednost to, da smo pač trenutno v digitalnem prostoru in da si lahko na večjih mestih hkrati, kar mi izredno ugaja. Pač dejstvo je tudi, da to varstvo okolja imam izbran program, kjer pač si popolnoma online in pač ne rabiš biti nikoli dejansko neprisoten na predavanjih, ko se dejansko dogaja, niti ne pisati izpitov v fizični obliki. Ja, je pa zanimiva kombinacija, no. Človek si ne bi mislil, da je kar precej povezana, no. Čeprav je pač taka res malo kontradiktna in izključujoča. Pa zdaj je bilo pač prvo izpitno, oziroma še v teku, zaenkrat mi gre verjo, ne. Ja, to je nekako to. Se pravi, bi to priporočil mladim, ki mogoče razmišljajo v tej smeri. Definitivno jaz mislim, da moraš biti za to res človek, discipliniran. Že en faks vemo, da ni enostavno dobro oddelati. Kaj šele 2 faksa sporedno, zadal pod narekovaje, da ne bo kakega problema, v glavnem, kaj šele 2 faksa delati sporedno in v bistvu na obedve biti uspešen. To je pa verjamem, da še večji izziv in zato me zanima, ali bi to priporočil in kaj misliš, da morajo, kakšne kompetence morajo ljudje, ki se odločijo za to imeti. Ja, danes sem dober dan, tako da bom rekel, da bi priporočil. Ne, drugače je pa tako. Če nekaj izvira iz tebe in pač imaš ti neko veselje, voljo do tega, ne, pač lahko, vsaj jaz v mojem primeru, ogromno stvari naredim. Zdaj, če bi to priporočal, pač je odgovor to, ne, če te pač nekaj res veseli. Kakve kompetence moraš imeti, ne vem. Discipliniranost. To, predvsem verjetno to. Jaz bi rekla predvsem discipliniranost, ne. Jaz sem tudi na 2 smereh. Torej, isti faks, ni vzporedno, slovenščina, sociologija, oboje dvopredmetno, ampak pač moraš biti discipliniran. Ker ko prideš na faks, vidiš, da se ti en kup predmetov najprej prekriva, še posebej, ko smo bili živo, to vemo, da ne moreš biti na 2 krajih naenkrat, potem naenkrat imaš 3 ali pa 4 izpite več kot vsi ostali tvoji sošolci, ko so enopredmetni, ne? In to ne samo, da imaš v eni smeri, na 2 moraš razmišljati, ne? Tako da po moja discipliniranost, pa neka želja, to, kaj si samo rekel. Ja, meni se zdi ta discipliniranost, čeprav marsikdo za mene reče, da sem discipliniran, se jaz ne na tak vest tako doživljam. Je pa dejstvo, da sem po horoskopu devica in da tudi, ko se ljudem zdi, da je v mojem življenju v nekih mestih kaos, je vedno urejen kaos, no, tako da je to mogoče malo odgovor. To vse pove, ne. Zakaj ti nisi samo na začetku rekel, jaz nevica po horoskopu, aha, te pa tako delaš, fakt se te pa tako, it makes sense, ne. Ja. No, dobro, pa zdaj, ko smo že tako na nekem veselem vagončku, ne. Gašo, da še zanima, imaš morda kakšen nasvet? Torej, da te bodoče študente, ki zdaj vpisujejo, mogoče tako malo, ker zdaj vemo, da letos tudi ti informativni dnevi niso najbolj idealni, ne? Dosti je teh obljubov virtualnih sprehodov po fakultetah, pa vemo, da to ni niti približno tako, kot je v živo, ne? Čeprav so tudi samo 3 tedne v živo doživel, ne? Pač kak je nasvet? Ja, moj nasvet za bodoče študente, ki pač res nimamo pojma, kam odriniti, bi bil ta, da če pač res nima nobene blage veze, obstajajo karierni centri, to bi bil taki splošen izobraževalni odgovor, kjer pač ponujajo različne brezplačne storitve, usmeritev v karieri. Moj taki neki osebni bi pa pač res bil, da ne se toliko obremenjevati s tem, kaj pač bo in kaj ne bo in kaj na tem trenutku na trgu dela
atraktivno in kaj ni, ker pač nič več ni tako, kot je bilo in pač ne vem, če to tudi še bo. Ampak predvsem tem, da pač se res izobraziti, kam greste, zakaj greste, kako to poteka, ker pač recimo tudi meni je bil veliki, ne šok, ampak newsflash, da pač univerzitetni in visokošolski program nista eno in isto, no, tako da pač se res izobraziti o tem, kam boste odridli. Pa zdaj že dovolj časa za to. Ja. Ja, da še bo včasih se strinjam. Pa tudi nikaj dosti drugega za delati, glede na situacijo. Moj nasvet je vedno bil to, da poslušajte svoj instinkt, se pravi, tisto, kar vas veseli, tisto je vedno prava odločitev. Ne obupate, ne glede na to, kaj pravijo vaši prijatelji, starši, družina, kakorkoli, vedno sledite temu, kar si vi želite. In če vas veseli nekaj, idite v to smer, ker samo tam boste lahko najbolj uspeli, če boste delali že na tisto, kar vas res veseli. To je res tak en nasvet, ko mislim, da vse vam so to babice že stokrat povedali, ne, ampak vseeno, za vsak to še mi enkrat tu, ne. Ja, pa mogoče dodati tudi to, ne, da pač živimo v državi, ki ti omogoča, da enkrat morda zgrešiš ali pa imaš še eno rezervno backup priložnost. Super, lepo povedano, lepo zaključeno. Ja, high five. In zdaj je čas za... Spoznaj nas. Seveda danes, ker imamo častnega gosta, je tudi danes daš ta priložnost najprej na tebi, da nam poveš fun fact o sebi. Ja, v ta fun fact je šlo ogromno razmišljanja in dela, ne? Zato, ker nisem mogel najti smešnega dejstva, ki se bi mi zdelo smešno, ampak mogoče je najbolj to, da pred nekimi vsemi različnimi velikimi dogodki, ali so to neki zdaj izpitno obdobje, sestanki, drugačni dogodki, ne vem kaj pač koli, da vedno poslušam Lepo Breno, ne? In to je taki inspirational move v življenju, tako da ja. No in Matijas, ti predajam besedo. Ja, danes pa je moj fun fact res nekaj, kar ne ve skoraj doben, razen mojih staršev, pa mogoče kolega, recimo kakega kolega. In sicer v bistvu zgodba, kako sem se jaz naučil voziti brez dodatnih koles na kolesu, ne. Bil sem pač zelo mlad in spomnim se, da so mi starši kupili kolo, in seveda z pomožnimi kolesi, ne, in okej, ne, in pol pa enkrat pa ata rekel, kaj pa če zdaj probam brez, ni šanse, ni šlo, ni teorije, da je šlo. Pol mi je ata, pol te pomožna kolesa dala nazaj, pa sem enkrat zbudim in sem sanjal, da sem se po noči vozil, torej, da sem se sanjal vozil brez pomožnih koles. In jaz stopim zjutraj, ata, gremo po kolo, daj mi prosim dol pomožna kolesa. Ata jih odvije, jaz se sedem in se peljem po ulici, dobesedno v prvo. In to še danes se smejimo doma, ko se tega spomnimo. Mama pri kosilu, ko sedimo doma, pač ono res samo. Ali je to bil res čudež, ampak dejansko jaz prej nisem znal po tisti noči, pa sem čudežno. Ja, ne, dejstvo je tudi to, da moč san, ne, jaz sem malo bolj, pa ne, da sem nekaj energetsko ali karkoli, ne, ampak sanje ima zelo veliko podzavestno močno, tako ni naključje. Ni naključje, ja, okej, super. Sicer, ja, zdaj sem zgubil malo občutek, da je bil čudež, ampak dobro. Ja. Zdaj sam mi nastavljaj, da ne, da imaš voziti, ker te si pa diva. Ne morate verjeti, Matijas je danes enkrat pulno odkril, ne, in je pač predstavljen fun fact, ki ni totalno brezvezen. Seveda, ker tvoji so pa... Ok, Lučka, no da vidimo. No, jaz sem se danes odločila, da bom povedala, da se v bistvu aktivno in tudi pasivno ukvarjam z rožicami, ne. Zdaj, kako leto nazaj sem odkrila to svojo skrito ljubezen, ki so torej do botanike, ne. In zdaj imam doma že več kot 40 rož, ne, ker tako si jih nabrala, sam nosim jih, veš, kamorkoli grem, tako grem pa kosmič, omega ne rožice, čakaj, da bajsam že to in že ne. Tako da se pa s tem ukvarjam. Tako da moj fun fact je, da sem zelo v rožicah noter. Ja, zanimivo. Eni bolj, drugi manj zanimivi fun facti, ne? Ampak ja, ok, gremo naprej. No in čakaj na še zadnji sklop debatiranja. Tukaj bo mogoče malo več komunikacije, ker je bilo zdaj se pa bolj odgovarjanje na vprašanja, ne.
In sicer, spet smo Gašper vprašali, kaj je neka tematika, o kateri bi se on rad pogovarjal. In je odgovoril v bistvu vključevanje v mladinske organizacije, torej vključevanje mladih, predvsem mladinske organizacije, tako da ti kar predam besedo, Gašper, da... No jaz sem v bistvu hotel nekako izpostaviti to vključevanje v mladinske organizacije in študentsko delo. No, pa ja. Ker se mi to zdi taka zelo pomembna tema, pa mogoče niti ne toliko vključevanje v mladinske organizacije, ker smo to že malo se pogovarjali danes, ampak toliko bolj študentsko delo, ker meni je včasih žalostno, da recimo, ko se spomnim nazaj na srednjo šolo, da marsikdo v 4. letniku ne ve, da pač dijaško in študentsko delo obstaja, kje ga poiskati, kako poteka, kaj so njegovi vplivi, doprinosi in tako naprej. Tako da se mi zdi to eno pač področje, o katerem bi mlade mogli veliko bolj izobraževati. Moja izkušnja je tak, da kljub temu, da pač imam že danes kar nekaj stvari, da pač recimo vsake toliko enkrat na mesec ali pa enkrat na 2 tedna res pogledam na pač izbran svoj študentski servis, ki ga imaš, ker so pač razpisana dela, in se dosti pogosto na kakšne službe, priložnosti prijavljam, Recimo danes je tudi imel razgovor ravno iz tega zjutraj, Tako da se mi zdi pač to res neko pomembno področje, Pa je, ker so včasih zgolj priložnostna dela, ne rabiš zdaj ti dosti krat se kakve stvari, samo za en dan, ali pa kakve take stvari, ki so tudi povezane s tvojim potem študentsko smerjo, čeprav se ti mogoče že zdi, da študiraš kaj takega, pač kar totalno ne bi šlo vzporedno, recimo jaz sem moja slovenščina, težko je imeti kako študentsko delo na tem področju, pa dosti krat v bistvu vidiš, da iščejo, ne vem, mogoče koga, ki bi tujce učil slovenščino, ne rabiš biti nek diplomiran, sem pač nekdo, ki ve, kaj samostalnik, pa take stvari, tako da to je kar dobro, Tudi velikokrat recimo, predvsem ko se potem bomo oziroma bodisi se že danes iščemo dejanske prave službe, torej da ne študentskega dela, velikokrat piše zahtevane izkušnje vsaj minimalno 2 leti. In jaz mislim, da je študentsko delo ravno ta prilika, katera ti omogoči v bistvu te pridobljene izkušnje, poleg tega pa si še plača za to. Namreč, ker velikokrat se zgodi, da tebe določena firma potem v bistvu ti delaš tam brezplačno, zato samo, da si pridobiš izkušnje. Jaz mislim, da boljše delaš študentsko delo v tej smeri, pa še zasluži nekaj. In ja, se strinjam s tabo, Gašper, omenil si, da se premalo pogovarjamo oziroma premalo so dijaki in študenti, tudi predvsem dijaki, mogoče na tem mestu informirani glede dijaško-študentskega dela. Na tem mestu bi mogoče tudi lahko te študentski servisi mogoče imeli čisto drugačen pristop do dijakov, kar bi jaz mislim, da v bistvu omogočilo, da bi vedno več dijakov dejansko potem tudi delalo, tudi ko postanejo študenti. Mislim, meni se tudi zdi to pomembno, da mi je malo žalostno, da te pač v nekem formalnem procesu ti kdo recimo, da pač potem se odločiš za neko študentsko oziroma dijaško delo in prideš na razgovor, in pač tam popolnoma nimaš pojma, kaj zdaj tu narediti, in to se mi zdijo take neke teme, pač vse splošne življenjske, o katerih se dosti premalo govori, da pač iz mojega vidika gledano, priti na razgovor pač pripravljeno delodajalcu oziroma pač ponudniku, kamor greš, da pač nisi zdaj tam prvič in kaj pa vi zdaj tu delate, in pač imeti to neko samozavest, in pa v bistvu samo spoštovanje do sebe in do potencialnega delodajalca, to se mi zdi izredno pomembno, in tega tudi samo opažam, da ga pač izredno primanjkuje. Pa mogoče to, da ne vejo 4. letniki, tudi 1. letniki faksa, kaj je to CV. Da dostikrat piše pač prijave za delo, nam pošli svoj CV in ne vem, motivacijsko pismo, imamo mi recimo pri KMŠ-ju ali kaj takega. In pač dejansko potem ljudje ne vejo, kaj je to CV, treba jih googlati, kaj je to CV, to je življenje pis, če kdo ne ve. Curriculum vitae. Kaj? Curriculum vitae. Ja, res je. Torej, da tvoj bodoči morda delodajalec že preden ti prideš, se tudi on o tebi pripravi, ve nekaj, torej, kaj pričakovati, kaj že imaš za sabo, ne vem, dosti jih zahteva znanje angleškega jezika, nemškega jezika, da lahko že to naprej poveš, Ja, v bistvu res zanimivo je, znamo, v bistvu kot dijaki znamo množiti vektorje, ne znamo pa napisati CV-ja, oziroma ne vemo pa, kako izgleda v bistvu razgovor. In da bi se vsaj nekaj ur od nekih takih, bomo rekli, formalnih vsebin pri raznih takih predmetih. Imaš srednje šole na gimnaziji, imaš, kako se imaš, evropske študije. Mi smo pri evropskih študijah potem delali. Ja, to ni obvezno. Mi smo imeli obvezno. Mi nismo imeli obvezno. Mi smo imeli evropske študije in so nam povedali, mogli smo CV narediti. No, mi smo dobili priznanih 30 ojmev. Mislim, pač, ampak nasploh, da bi v bistvu mogoče tudi bil
To bi bilo zelo dobro, ne? Mislim, da to imajo ponekod na severu, v bistvu, da je bistveno manj formalnih predmetov, bistveno več praktičnih predmetov. Ne? Ampak ne govorim o praktiki, kot da greš v svojo prakso, ampak praktičnih življenjskih predmetov. In to manjka, ne? Veliko ljudi se znajde tudi, veliko študentov se znajde, ne vem, pri svojih letih že, da morajo plačati položnice in tudi to zahteva neko znanje od zadaj, ne? Kak, kje, na kak način, ne? Če to starši na tebe ne prinesejo, imaš lahko kar velike probleme s tem. Ne? Ja, ne, jaz bi to mogoče podaril, ne, da se mi je že tudi dosti krat zgodilo, da se s kom pogovarjam, ki je diplomiral ali pa mogoče celo magistriral ekonomijo, ne? Pa ne zna na položnici pogledati, kje je pač strošek napisan. Ne? Prav pomembno se mi zdi tudi to, ne, da vsako študentsko ali pa kakršnokoli delo daje, ali pa tudi če je to prostovoljstvo, ne, je ena zelo, zelo velika priložnost za razvoj, za rast, ker pač ne glede na to, kaj ti delaš, ne, tudi če tebi zdaj danes nekaj ne gre, pa idi zdaj to delati 5000 ur, pa ti bo potem šlo, ne, in da tudi skozi takšne in drugačne dela pač se mi moramo razvijati in moramo rasti, ne, in če se navežem, ne, da jaz tudi nisem zdaj vedno delal samo v tem, da bi v teh nekih formalnih in tako naprej stvari, da sem delal tudi kot natakar, ne, zvučka, da se vas spomnima, ne, pa prodajal sem čokolade, pa ogromno nekih zelo naključnih drugih stvari, ne. Verjamem, da si se v tistem tudi marsikaj naučil, ne? Ne, in mislim, če ti ne delaš, ne vem, 14 ur na dan, da stojiš in pač res hustlaš in se obadaš z ljudmi, ki pač so zelo različni, različnih mnenj in različnih pogledov, verjamem, da jaz tudi danes ne bi imel nekih toliko drugih sposobnosti, tako da tudi delo ne rabi biti zgolj to, da pač delaš nekaj marketingu ali pa ne vem čem, ne, da pač jaz osebno gledam, da pač čisto vsako delo je izredno častno, da vsako delo je darilo, ne, in da pač tudi za poklic, ne, si ti poklican, ne glede na to, kakšen je, ne, je pa pač velika sreča, vkolikor že zelo hitro veš, kaj je tvoj poklic. No in na tej točki smo tudi mi počasi končali našo današnjo diskusijo, ki je bila kar bogata z mnenji. Ja, v bistvu na tej točki, Gašper, bi se ti radi midva še enkrat, ne, iskreno zahvalila, da si bil najin gost, da smo malo poklepetali. Ja, mislim, meni se zdi zelo pomembno, ne. Jaz v pisarno hodim že od vsega začetka, no, zdaj zadnje čase malo manj, kar živim v Ljubljani, ne, pa pač korona, ampak in ta prostor, ki je tu pač, je res inovativen in zelo razvijajoč, prav tako pa pač in KMŠ in vse takšne študentske aktivnosti so po mojem mnenju izrednega pomena, ker pač omogočajo in študentom, ki tukaj delajo in tistim, ki sem prihajajo, neko rast, neko mreženje, druženje in pač to so po mojem mnenju izredno pomembne stvari in upam, da bojo take tudi v prihodnosti ostale. Super, lepo si to povedal. Hvala še enkrat, ne, za product placement. No in vi pa ne pozabite lajkati tega videa, se naročite na naš kanal in pa valjda propite vestil, ne, da se lahko vsaki torek družimo s takimi fajnimi gosti, kot so Gašper. In nič, se vidimo naslednji teden. Lepo se majte, uživajte in najpomembnejše, ostanite zdravi.